Ste vedeli, da se je zasipu včasih reklo prgarija in da so zato zasipljane klicali prgari? Prga je ime za hruško tepko in včasih je na pobočju Homa raslo veliko teh dreves. Od tod izvira ime, ki ga boste danes lahko slišali le še med starejšimi domačini. Sedaj že tradicionalni tretji prgarski dan je organiziralo turistično društvo Zasip v sodelovanju z njihovim kulturno-umetniškim društvom. Ja, tako je. Danes bo tukaj potekal tretji, tokrat že tradicionalni prgarski dan. In sicer najprej se bomo predstavili s kratkim kulturnim programom, nato pa sledi degustacija prgarskih dobrot, torej jedi, ki jih je Bojana Pipan pripravila in vsebujejo prgo, in mi si želimo vsako leto domačinom in tudi ostalim predstaviti, kaj je prga in zakaj smo v bistvu sploh Zasipljani dobili ta ime. Tako da upamo, da bomo dobili veliko obiskovalcev in da se bomo potem imeli še fino na neformalnem druženju po dogodku. Vsi zbrani so tako najprej uživali ob dobri glasbi, zvokih harmonike in pripovedovanju starih zgodb po Zasipu, oltarju Gorenjske, kot mu pravijo. Pred začetkom prireditve pa smo se seveda ustavili ob obloženi mizi. Danes smo tukaj z gospo Bojano, prgarko, ki nam bo predstavila tradicionalne prgarske jedi. Pa me zanima, kaj vse je potrebno, da iz takele prgarske moke potem nastane takšen dober prgarski kruh. Najprej moramo nabrati tepke, ki so še zelene, ko padejo z drevesa. Potem jih damo mediti, to so tepke. Potem, ko so medene, jih damo sušiti. In ko so suhe, je pa že prga. Ni več tepka, ampak je prga. In iz te zmeljemo potem iz te prge prgino moko. In to prgino moko in kuhane te tepke in krhlje, to pa uporabljamo za vse take izdelke s prgine moke, s prge, pa več načinov lahko uporabljamo. Tudi kruh recimo. Tlele v Zasipu prgarija so bili zelo šparovni ljudje, in so tudi kruh niso zavrgli, so ga dali sušiti za drobtine, ali pa so naredili recimo cmoke iz njih, tako da niso oni zavrgli nič. Ker v času Marije Terezije, ona je takrat zaukazala, ker je bila lakota, je zaukazala, da je treba vsakemu kmetu toliko pa toliko zemlje dati in toliko tepk posaditi, da ne bo take lakote, ker žita so bile rodovitna polja, potem so rasli orehi, lešniki, da so jih dodajali tej prgi, ker prga sama je pusta, jo je treba z dodatki delati. Kaj pa ste danes vse pripravili tukaj za obiskovalce? Kaj bojo lahko poskusili? To pa še nekaj stvari, Poglejte, tole je recimo narastek. To je s testa, potem s prginim nadevom, pa krompirjevim nadevom. In to je v plasteh in je pa spečeno, s kislo smetano polito spečeno. To je recimo potica. Tudi prgin nadev, skuhane tepke, ki potem nastane ta hrušova voda, kot kompot. Včasih so to nosili, kadar so šli kositi, pa pač poljska dela, zažejo. Z teh tepk, ki so se pa kuhale noter, so pa potem delali nadeve, recimo za potičko, so dali noter še skuto, ker so imeli tudi kravce, so dali noter skuto, orehe, lešnike, ker so tudi rasli to okrog Zasipa, okrog prgarije. In potička, kruh, najbolj značilen je bil pa kruh. To se pa z te prgine moke, pa doda se še ajdova moka, bela moka, 3 vrste moke, ocvirki, čebula, krompir. To vse pride, pa kvas pa sol seveda, vse to pride noter v kruh. Ta kruh je zelo značilen bil takrat. Gospa Bojana je vse te recepte zbrala v knjižici receptov, ki bo izšla v začetku naslednjega leta. Poleg tega, da je strokovnjakinja za pripravo prgarskih jedi, vodi tudi gledališko folklorno skupino Mladi prgari. Vi ste mladi prgari in nastopate tukaj v Zasipu danes, v Domu krajanov. Kaj boste danes počeli? Peli, plesali? Večinoma bomo peli, pa vidva z Janezom bova tudi nekaj prebrala v zgodovini prge in jaz bom nekaj zaigral tudi na harmoniko. Povedali pa so nam tudi, kaj vse počnejo v društvu in katere so njihove najljubše prgarske jedi.
Ja, malo nabiramo prgo, smo šli na hob nabirati poleti, dvakrat smo tudi že šli že k kureju na kosilo, na gostilni kurej. Potle se dobivamo vsako soboto ob 10, plešemo, pojemo, se učimo dramska besedila, pa tudi malo na inštrumente igramo. Pa tudi kaj kuhate? Vem, da vaša učiteljica, da je prava strokovnjakinja v prgarskih dobrotah. Tudi nekajkrat smo se tudi že pred njej zbrali, smo kaj spekli, kruh, prgin kruh smo pekli, pa žimljice, pa tudi dobrote in hrušovo vodo. Kaj pa vi najraje jeste, kar se tiče teh prgarskih dobrot? Kaj imaš ti najraje? Potico. Ptico, kaj pa ti? Tudi potico. Pa vidva? Jaz imam najrajši palačinko. Aha. To je palačinka, tukaj namažemo jo z prdino marmelado, to so pa pač hrušna prda, zmešana z raznimi sadeži in tako dalje. Kaj pa je tvoja najljubša jed? Jaz pa najraje pijem hrušovo vodo. Prenašanje tradicije in ohranjanje zgodovinskih značilnosti kraja je namen vsakoletnega prgarskega dne. Prebivalci krajevne skupnosti Zasip so si za svoj simbol izbrali ravno hruško, saj prav ta izraža identiteto njihovega območja. In na ta dan je bilo v Zasipu vse v znamenju hrušk. No, zdaj se vam pa verjetno že vsem mudi na oder, tako da kar gremo. Ja?